Živijo športni navdušenci in dobrodošli v oddaji Šport 1:1. Sem Vid Kavtičnik, ki se že skoraj 20 let profesionalno ukvarjam z rokometom. Tako da poznam, kaj pomeni svet neprestanih treningov, tekem, kaj pomenijo telesne in psihološke priprave. Sedaj pa sem poskusil tudi v vlogi voditelja. Tukaj bom gostil predvsem športnike in se z njimi pogovarjal o njihovih življenjih, poglavjih, razmišljanjih in vsakdanju. Obljubim, da bo oddaja dinamična, drugačna, bo po moje, predvsem pa bo iskrena. Vesel sem, da lahko danes napovem gosta, ki je bil odličen košarkar, igral kar 7 let v NBA-ju, sedaj pa je gonilna sila Združenja evropskih košarkarjev. Dame in gospodje, Boštjan Nahbar. Živijo, Boki. Čau, zdrav, kje si vid? Evo, super, kako si ti? V redu, delovno, ampak vseeno, zdaj moram ful paziti, veš, ker pozitivno ni fajn lih reči, ne, tako da smo reči, da sem pozitivno nastrojen, pa bom rekel, da sem v redu, no, in da kljub temu, da imamo gužvo, pa da je veliko stvari, s katerimi se ukvarjamo in ki moramo reševati na dnevni bazi, je pa vseeno ok in na srečo imamo tule še vedno kar nekaj sonca, da smo si podaljšali to poletje. Dosti spremljam, pa sem vse šel malo po internetu pogledati, vse veš, na Wikipedijo, ko vse ve, ne. Poleg tega, da si bivši košarkar, imaš svoje podcaste, si na enem izmed svojih podcastov rekel, da si znan predvsem pri mladih. Pa me zanima v bistvu, kdo Boštjan Nahbar je. Košarkar, ok, bivši košarkar, pač to nekako verjetno ljudje povezuje moje ime s tem najbolj, čeprav v zadnjem času opažam, oziroma me zelo pozitivno preseneča, no, da veliko ljudi, s katerimi se srečam v Sloveniji, mi rečejo, Boki, kje si zdrav, super podcast, pred kariero, pred, ne vem, dosežki, karkoli, ne. Tako da ja, mogoče podcaster kot drugo, zdaj seveda s tem mojim novim delom oziroma novo kariero v povezavi z Združenjem košarkarjev Eurolige, mogoče najbolj navezan na to, se pravi vodenje tega združenja, ki mi to vzame največ časa. Ampak v prvi vrsti pa seveda, oziroma najpomembnejše, ata, ne vem, mož, družinski človek, sploh zdaj po karieri 24/7 doma. Evo, Boki, bomo začela, oddaja bo hitra, dinamična, tako kot je šport. Prva rubrika, ki smo poimenovali generalno v 60 sekundah, pa te bom nanizal serijo vprašanj ali, ti pa boš mogel brez razmišljanja čim prej odgovoriti. Ok. Tri, štiri, zdaj. Meso ali zelenjava? Zelenjava. Knjiga ali film? Film. Djokovic ali Federer? Djokovic. Kajmak ali marmelada? Federer. Kajmak ali marmelada? Marmelada. Zima ali poletje? Poletje. Fizika ali biologija? Biologija. Insta ali TikTok? Twitter. Ok, ja. Sol ali sladkor? Sladkor. New York ali Pariz? New York. Moški ali ženska? Ženska. Ledeno kraljestvo ali minjoni? Ledeno kraljestvo. Vlak ali letalo? Letalo. Siddharta ali Bigfoot mama? Siddharta. Kabriolet ali SUV? SUV. Kaseta ali disketa? Kaseta. Evo ga, 6 sekund. Zdaj mi pa povej, tamle si se mal zalomil pri Djokoviču pa Federerju. Ja, zato ker tenis spremljam, ampak ga pa ne gledam v smislu, da bi pa zdaj res se postavil pred TV pa gledal te res legendarne dvoboje, no. In Djokovič v zadnjem času, ja, mislim, eden najboljših, a pa najboljši in je v bistvu to že ne vem kolikokrat dokazal, ampak vseeno se mi Federer zdi večja legenda. Se mi zdi, da sem leta nazaj, ko sem mogoče malo več gledal, mi bil on najbolj všeč, tako po karakterju kot po igri, no. Zbral si letalo, rečemo, ne. Jaz kar dosti potujem tlele po Franciji, pa
pa imam rajš, rečemo, vlak, zato ko imam več prostora. Ne? Zdaj ne vem, kako je tvoja ljubezen do letenja. Vem, da si ogromno potoval kot športnik. Letala pa od vse te daljše razdalje pa obvezno, v avion pa gremo. Ne. S tem, da če ne dobim exit seata, sem kar slabe volje. No. Ja, se to sem hotel vprašati, veš. Jaz sem 1,90 m, veš, ne? Ja, In zmeri, ko grem na letalo, pa so različna letala, imaš dosti manj prostora včasih med sedeži, ne, si mislim, vedno poštudiram, kaj pa kaj košarkarji, kaj bo to zdaj? Ja, ne, Kje sedijo, ne? Pa ne eden, veš, da moraš ti videti košarkarsko ekipo, ko se spravi na avion in imajo v kakem nabitem avionu, sedeš en zraven drugega in po možnosti še ni možno dobiti exit seata in to je pač, če bi šel recimo na zadnji del aviona pa pogledal dol po tistem koridorju, ne, v bistvu noge so vse počez, ker pač ne gre. In potem si sam predstavljaš, koliko je to enih vzdihljajev, pa pogledal, ko oni vozičke vozijo gor pa dol, veš, in se moraš umikati, pa ostati, pa premakniti. Tako smo imeli kar nekaj teh situacij v karieri, ko smo v bistvu zelo težko potovali. No. Nekje sem sledil tudi, da imaš ti zelo rad vesolje, malo nenavadno, mislim, mi športniki pač imamo ponavadi radi, ne vem, šport, pa mislim, ne vem, zamišljamo drugačne stvari v glavi, ampak ti imaš pa rad vesolje. Zakaj? Največkrat ali berem, ali poslušam, ali pa gledam po televiziji kakšne dokumentarce, ki so v zvezi z vesoljem. Se mi zdi, da je toliko stvari po eni strani raziskanih, po drugem pa neraziskanih, da je vedno nekaj novega, kar se lahko naučiš in zato mi je to bilo vedno toliko fascinantno pa toliko zanimivo. Pa kot otrok sem imel vse nekaj časa neko ludo idejo, da jaz bom pa enkrat astronaut. Ko sem videl, da bo rast šla nad 1,80 m, tam že v enem 6. razredu, sem to pol hitro prečrtal, ker sem rekel, da astronauta dvometrskega dobe ne bo gor vlekel. Čakaj, mogoče pa prvi astronaut, ko bo šel v vesolje, ko bo nad 2 metra. Lej, Nikoli ne veš, veš. to je res, ampak kakor vidim, so vse te razne od NASA pa naprej, tudi zdaj recimo, ne vem, Elon Musk za svojim SpaceX in tako dalje, vsak gram šteje, veš, in vsak centimeter šteje, tako da sem žal mogel na te sanje pozabiti. No. Da si ne dajem otvar, da bom kdaj videl Zemljo iz unga drugega zornega kota. Pa dajmo malo pogledati v preteklost, pa se ozriva malo v prihodnost in čas je za novo rubriko. Okay. Videl uvid. Si ready? Gremo. Povej mi, a se spomniš Bokija 10 let nazaj? Kaj si počel, kaj si razmišljal, si se že pripravljal na svojo kariero, po karieri? Kaj si bil takrat? Kaj si imel v glavi? Na kariero, po karieri v bistvu ne. To ne moram reči. Takrat sem igral v Istanbulu, to vem, leta 2010, vse tam od 2009 do 2011. V bistvu, ja, lik se mi je rodila prva hčerka Tara, eno leto prej, na novo spoznalo te neke občutke pa dolžnosti, ki jih imaš kot mlad ata. Po drugi strani pa še vedno nekako upal na povratek v ligo NBA. No, to je bilo tisto mogoče obdobje tistega zadnjega okna, ko bi lahko se vrnil v ligo NBA. Tudi sem bil manj kot en korak blizu temu in tako da nekako to obdobje teh 10 let malo povezujem s temi stvarmi. Si zadovoljen to, kar si dosegel v tvojem življenju? Imaš mogoče kakšno obžalovanje? Mislim, če bi eno stvar spremenil glede svoje kariere, je to, da bi v bistvu dlje ostal v ligi NBA, preden sem se vrnil za Evropo. Ampak v tistem momentu, takrat leta 2008, če se ne motim, sem naredil pravo odločitev. No. Edino, kar takrat nisem vedel, da mogoče v tistem momentu bilo boljše počakati. Ampak tega nazaj gledati pa to spreminjati oziroma gledati drugače na to, jaz takrat nisem vedel to, kar vem zdaj. Kje boš ti čez 10 let? Vem, da boš približno pri Abrahamu, Ja. rečemo neka prelomnica v življenju, tako pravijo, jaz ne vem, ampak kje se ti vidiš, rečemo, čez 10 let? Biti športni direktor, čeprav mogoče ta pozicija pri nas ni najbolj opisana, to, kar želim povedati, ampak v Ameriki v NBA reče general manager, to je v bistvu nekako res, ker se obadaš le in samo s tem, kako sestaviš ekipo in kako pač zmagaš čim več tekem. To me zanima, to me je vedno zanimalo, tudi na tem področju se izobražujem, to me bo zanimalo še naprej in
Ne vem, če bo žena pustila, da se kdaj kadarkoli vrnemo nazaj v Ameriko, pol bom razmišljal, da bi naredil NBA kariero v bistvu po karieri. No, to je nekaj, kar je edina stvar, ki je en tak cilj, ki je zame še zaenkrat nedosežen, pa ki si ga močno želim. Jaz sem zadnji dokumentar zgledal, zdaj ta The Last Dance od Michaela Jordana. Pa me zanima, kaj bi ti posnel vse, ali film, ali če bi nekdo v tebi snemal, kaj bi bil, kak žanr bi imel tvoj, bi bil Space Boki? Ja, ne vem, mislim, prva stvar, ko pade na misel kakšna drama, samo drame so težke. Jaz ne bi rad, da folk slabe volje gre pol stran od televizije ali pa iz kino, tako bi gledal film o meni. No. Tako da bi mogla biti neka tragikomedija, nekaj, kar je še smešno zraven. Sploh v ekipnih športih, da je tu toliko enih dogodivščin, toliko ene zajebance, toliko enega heca, toliko enega smeha, da bi se znale te anekdote spraviti na kak film tudi. Res je. No, se pa greva malo iz preteklosti, pa malo smo pokomentirali tvojo prihodnost. Zdaj gremo pač v tvoje vsakdanje življenje. Ne? V rubriki Te lahko bolje vidim. Evo, Boki, zdaj trenutno živiš v Španiji, prej si živel v Sevilji. Mislim, da ko smo nazadnje tvoj podcast delali, si bil še vedno v Sevilji. Je res, ja. Zdaj si se preselil nazaj v Barcelono, pa me zanima, če to tvoja zadnja postaja. A se tvoja družina, ti res toliko dobro počutite? Barcelona nam je meni bila vedno zelo všeč, odkar sem prvič v bistvu živel tu od leta 2013 do 2015, v bistvu od prvega trenutka, ko sem prišel sem, tako tudi ostalim članom družine nam je zelo prijetno tu. Bliže domu smo, kot smo bili prej v Sevilji, ko smo le bili malo čisto na jugu Evrope in malo odlepljeni. Sevilja je pač, bili smo tam zaradi tega, ker sem jaz tam končal kariero in nismo hoteli kar hitro se spet seliti, ker sta ravno tam mali dve šli v šolo in da je malo stabilnosti in malo nekega okolja, ki je malo podoben nekemu domu, neki stabilnosti in domu. No. Tako da je bil zdaj pač trenutek, da se vrnemo nazaj v Seviljo oziroma v Barcelono. Mednarodno mesto, športno mesto, mesto, ki ima res neko svojo dušo, vreme je super, morje je blizu. Ne bi imel nič proti, če bi tu ostal. No. Res. Je pa sicer moje najljubše mesto New York in kadarkoli je najmanjša prilika, da se gre obiskati New York, sem jaz na tistem avionu. Ja, kako pa zgleda, rečemo, tvoj vsak dan? Imaš ogromno stvari. Sploh zdaj teh stresnih časih, iz enega telefona na drugega, maili prihajajo noter, treba je odgovarjati, treba je biti ažuren, treba je biti igralcem na razpolago in mi imamo v Euroligi v bistvu okoli 270-280 igralcev in si lahko predstavljaš, koliko je to nekih dolžnosti, ki jih imaš kot vodja združenja. Tako da to, potem pa popoldan, ko prijeta ta mali dve iz šole, ne vem, imamo kosilo in pa zvečer oziroma popoldan pa na treninge ta malih, ker sta leta začeli obe igrati košarko, oziroma Tara starejša je že prej. Glede na to, da ima ta treninga v različnih dneh in različnih urah, sem v bistvu popoldanski oziroma večerni taksist, Uber driver, ki samo vozi z treninge, vmes pa tudi seveda klici in vse drugo. Kaj pa joga, pa neke borilne veščine? To je... Imaš čas za sebe, imaš čas za to? Joga, če se le da vsako jutro, oziroma probam biti dosleden, da se v bistvu razmigam, preden se sedem na stol in začnem pisati maile in klicati, ko naredim neko svojo 20-30 minutno rutino. Brazilski jiu-jitsu pa zdaj treniram že 2 leti, zdaj sem moder pas, tako da napredujem. Ampak to je pa tudi, kadar mi čas dovoljuje, včasih 2-krat na teden, včasih enkrat, včasih pa tudi po kak mesec ne, ker je odvisno od urnika, ki ga zahteva pač združenih igralcev. To je pač prioriteta. Dolgo časa živiš v tujini, prihajaš iz Dravograda. Ja. Zanima me, v katerem jeziku v bistvu ti razmišljaš? Ta je težka in tudi bi lagal, če bi rekel, da razmišljam v koroškem narečju. No. Čeprav ga še vedno dobro znam in vedno gremo na Koroško, ko se pogovarjam s komu tam mi zanese, pa znam jaz fajn še govoriti in pol tam mali dve pogledata pa rečeta, mislim, da ti znaš tako fajn Koroško govoriti, se neko, ja, to se nikoli ne pozabi. Ampak ne, razmišljam, odvisno, kdo je sogovornik, pa odvisno, kaj je tema. No. To je zanimivo vprašanje, res, ali angleško ali pa slovensko. In tudi pišem si stvari ali eno in drugo, večinoma v angleščini, ker se pač večina stvari, ki jih delam, je v angleščini. Skoraj vse je v angleščini, vsi pogovori in vsi sestanki in potem tudi, ko se nekaj napišeš v angleščini, ko treba prebrati in se spomniti, je lažje, kot pa da v tistih momentih pretvarjaš. Ne? Tako da večina v angleščini v bistvu. Ja. A španščina pa še ne?
V španščini razumem ful v redu, govorim v redu, ampak pri meni se križajo doma, ker rečejo, ti govoriš tako slabo špansko. Reče, ti govoriš tako turistično špansko in je ta malim dvema res kar narodno, ker je čist mimo točem. No. Zmenim se vse, ampak sem sklanjatve pa te stvari, pravilne zgorjave so mi španska vas. Evo. Sledi rubrika Vidovi, miti in legende. Evo ga, najprej mitu tema, da športniki nikdar ne nismo razmišljali o tem, kaj bi bili, če ne bi bili športniki, oziroma vrhunski športniki. Ne? Pa me zanima, kaj bi bil Boštjan Nagbar, če ne bi bil košarkar. To je ful težko vprašanje. No. Jaz mislim, da najverjetneje bi bil novinar. No. Zdaj, katero področje bi pokrival in kaj, dvomim, da bi to bil za njih športni novinar, ampak to mi je nekako bilo najbolj, no, ker sem bil vedno tak zvedal, pa vedno me to stvari zanimalo in pomen za to. No. Kaj pa ta mit, rečemo, ki pravi, da mnogi igralci NBA po koncu kariere v bistvu bankrotirajo. Je to res ali ni res? Ja, v bistvu so bile včasih veliko večje številke kot zdaj. No. Sploh za tiste igralce, ki so v bistvu še mogoče malo pred mano nehali igrati v tistih obdobjih, tam okoli 2000, 2005, 2010, so te številke bile res zelo visoke, no, ker so tudi takrat poskočile zelo pogodbe v Ligi NBA in enostavno igralci niso imeli dovolj znanja ali pa dovolj izkušenj, ampak niso bili pripravljeni naenkrat na take vsote in si je bilo masa enih napačnih odločitev, pa tudi cel način odraščanja v Ameriki in dosti ljudi oziroma dosti igralcev, ki prihajajo iz teh res revnih okoliščin in ki imajo za sabo ne svojo ožjo družino. 50 ljudi, ki se jim nekako, moramo uporabiti grdo besedo, prilepi na njih, ne, in potem v bistvu od njih hoče vedno več ali pa vedno isti denarja pa ni vedno isto, vse kako je pogodbe, so enkrat večje, enkrat manjše, enkrat jih ni več. In se je to dogajalo. Tako da to je bila prav neka taka resen problem znotraj Lige NBA in zato je v Lige NBA bilo sploh v zadnjih letih, pa v zadnjem desetletju, no, moram reči, narejeno ogromno na izobraževanju, na finančnem izobraževanju igralcev. Tako da zdaj vidimo v bistvu manj teh zgodb, jaz mislim, te številke zelo močno padajo in tu gre za zasluge predvsem združenih košarkarjev v Ligi NBA, v bistvu šli zavestno v to, da pač ustavijo ta problem. Kdo je največja legenda svetovne košarke? A je to Jordan, LeBron, Magic, a je to, ne vem, Chamberlain, mogoče Karl Malone? Ne, on ni. Malone backs into the front court. He's got Kobe behind him, but he's going to go all the way. And Nakbar knocks him down. And here comes Malone, who's looking for Nakbar. And they call a technical foul on Malone because Nakbar got up and started to walk away, and Malone started to go after him. And the officials are v bistvu odkrito povedano, jaz nikoli teh primerjav nisem maral preveč, sploh kadar se primerja igralce iz različnih generacij. Se pravi, ne vem, primerjati Bill Russella, ki je bil, mislim, da ali 11-krat ali 13-krat NBA prvak, z LeBronom Jamesom je po mojem povsem total brez veze. Različna tipa igralcev, ki sta igrala v totalnih drugačnih erah košarke, da ne govorim, da je bil takrat mogoče celo to že na nek način drugačen šport, kot je zdaj, kar se tiče same fizike, dinamike, taktike in tako naprej. Legenda. Kaj pa rečemo slovenske legende? Rečemo te, ko so na D, rečemo Danel, Dragić, Dončić. Danel za tisti čas, mislim, če se ne motim, tudi najboljši igralec svetovnega prvenstva, mislim, a veš, to ne bo hitro ponovljivo. Ne? Je pa spet treba reči, koliko je drug čas, drugačna igra, predvsem pa manj razvita košarka po svetu, koliko je zdaj več igralcev in talentov in vsega. Mislim, za mene je Ivo Danel kot nek Bill Russell Lige NBA, veš, legenda, ki je bil res postavil ta menik zelo visoko in čeprav jaz ne morem, mislim, bi lagal, če bi rekel, da sem jaz pa zdaj od Iva legenda gledal tekme, pa da mi je bil idol, pa da sem od njega kopiral. Ne, ker je prevelik razmak med mano pa njim. Ime pa poznam, odkar sem bil mali klinc, da gre za legendo. Ne. Mislim, kar ste pa potem, ko si pomenil Gogija pa Luko, ta dva igralca sta pa že zdaj v bistvu v samem vrhu svetovne košarke in bi treba samo počakati, da se upokojita, pa potem dobita status legende takoj. Zdaj pa rečemo, da je čas skritega oboževalca. Nekdo, ki ti je zelo blizu,
To je nova rubrika, nekdo, ki pozna nekatere stvari v tebi. Nova rubrika se pa imenuje Nevidni oboževalec. Si redi? Pa se ti sanja, kdo bi lahko to bil? Pojma nimam. Kdo bi te lahko cukal za rokav? Ne vem, se bom pustil presenetiti. A vidiš? Ja. Banana. Banana, a ti je kaj jasno? Več jih je, banane. Banane, a to zdaj, kaj je vezano na košarko in na košarkarske banane? Ja. Okay. Banane, košarkarske banane, kdo je veliko dal banano v karieri ali kaj takega? Ja, verjetno si jih ti dal, pa verjetno si tudi kaj dobo. Mislim, dobo sem več katero banano, ja, sigurno. A gremo naprej, ti dam drug? Ja, dej. V bistvu sva se spoznala na igrišču in spomnim se, da takrat smo dali 2-3 banane na prvi tekmi. Tako da si me zapomnil, 100% da že takrat. Potem nam je pač podružila naslednjo sezono, sta pa že intervjuvala skupaj v tej Mariboru. To je lahko, samo en človek, zdaj mi pa se jasno, ja. Smiljan Pavić. Zakaj je Smiljan, rečemo, tako pomembna oseba v tvojem življenju? Ja, v prvi vrsti, ker pa ne govorim to samo zato, ker je zdaj Smiljan v tistem kamufliranem glasu rekel, da je meni dal par banan. V bistvu je on bil prvi, ki me je v bistvu prizemljil, tako rečemo, no. Lik zaradi tega. Jaz sem res do takrat, bila sem stara po 14 let, do takrat sem jaz, pa res ne bi izpadal, da se hvalim, ampak v svoji generaciji v Sloveniji sem res, lahko rečem, dominiral. Res sem bil, nekako sem izstopal od generacije 80 v teh mladinskih, kadetskih tekmah, kakorkoli že, imel, ne vem, največje povprečje pik, skokov, bil MVP in v bistvu igrati proti Smiljanu prvič, se spomnim, da je bilo prvič, da me nekdo res prizemljil, da mi je v bistvu rekel, ok, jaz moram pa še naprej face turnirati, ker če ne bom z igralci kot je on, ali pa drugimi v bistvu imel težave in ne bom postal to, kar bi rad postal. Tako da to je bil tak prvi nek wake-up call, ki mi ga je moj najboljši kolega dal takrat čist, brez da se tega zavedal, po mojem. Imam še drug posnetek, Imam še v bistvu 2, ti dam ker, ajde. Leto 95, smo, pač jaz sem prišel v Maribor in so nas dali v eno majhno sobico, se pravi 4x4, ki še ni bila pač zrihtana. In ko smo prišli tja, so nas čakali dve bolniški posli. Tako da smo, ne vem, kakšne 2 tedna smo spali na bolniških poslah v tem dijaškem domu in posel pa, ker je pa pač prišel še en dvometraž in smo v bistvu 6 metrov ljudi oziroma 3 ljudi spravili v eno sobo, je bilo tako, da so nam zrihtali eno pogled, pa še eno poslo zdravo. In smo ostali v tej sobi pa že 2 leti. Ja, res je, no. V bistvu, ko sem prišla v dijaški dom Drava, Maribor, so vse sobe so imele po 3 dijake in so bile seveda manjše posle, to so bile posle po maksimalno 180, mogoče 190, jaz pa Smiljan sem bila oba že višine, ki jih imamo zdaj. In dijaški dom je v bistvu vrgel ven tiste posle in nam je dal noter 2, jaz ne vem, ki so jih dobili, 2 bolniški posli, ki sta, vsaj, a veš, tiste pravo z bolniške, ki ima gor tisto štango, pa 3-kotnik, pa vse, da se primeš, a veš. To nam je not namontiral, da smo vsaj bila noter, da smo spala, dokler niso potem par tednov kasneje po meri naredili pohištvo samo za nas 3 dvometaše, potem je prišel še en Matej zraven. Tako da, v bistvu... Pa sem slišal, da si se kar hitro zboril za tisto poslo, ki je bilo od spodaj. V bistvu, da se je Smiljan se je žrtvoval zate, je rekel. Ja, nekako sem ga uspel prepričati, da je on na pogradu gor spal. Matej je bil spodaj, jaz pa na svoji posli, ker sem bil pač, ne vem, imel srečo, da je mi kolega Pava to v bistvu odstopil, ker on je bil najstarejši v sobi, tako da bi mogli popraviti njegovo. Z Boštjanom so si delila tudi avto, tako da so najine poti potem zgledali tako, če vsak imel en vikend avto, ko smo šli pač domov in ko sem ga jaz imel,
sva šla pač po Zgornji Koroški, iz Maribora po Koroški poti do Dravograda, njega sem odložil in nadaljeval pot v Velenje. Ne. In naslednji vikend je bilo pa pač obratno, smo šli pa po Štajerski avtocesti do Velenja, je on mene odložil in je on šel pač domov v Dravograd. To je to, evo, to lahko v bistvu sam z ta pravimi friend delaš, oziroma z bratom, da si deliš avto, ampak ja, zgodba je taka, da smo pač po pogodbi v Mariboru takrat imela vsak klubski avto, ki bi ga mogla dobiti, in mi dva gremo tja v ta avtocenter po avto, s nama so rekli, vajni avtomobili so pripravljeni, pridemo tja in tam en avto čaka. In on tisti iz te avtohiše reče, pa to je vajen avto, sem rekel, ok, sem rekel, jaz pa pogledam tam na voznikovi strani, je bil pa na vratih moj velik podpis, Boštjan Nahbar. Sem rekel, super, ok, kje pa usmiljen avto? Je rekel, ne, se to je od obeh in grem na sovoznikov sedež in na sovoznikom sedežu podpis Smiljan Pavič, tako da so nam v bistvu na meh 200 avtov dali enega, brez da bi videla to vedela. In smo si pa v bistvu celo sezono, celo 2 sezoni, se ne vem, pol mogla deliti avto in to je bilo, se pravi, to je bilo zgodnic še pa još. Ja, pa sej, pot je pač malo sta skrenila, ne, pa ste šla. Enkrat več ste mogli ostaviti, pa iti lulati, rečemo. Točno to, ampak to sem prav hvaležen tistim, ki so bili toliko škrti, da nama niso dali vsakmu svoj avto, ker smo se zaradi tega še bolj šmilali. Ja, Boki, pa Smiljanom pač nam je zaupal tudi to, da v bistvu imate neko tekmovanje v Formuli 1. Mi lahko kaj malo več poveš o tem? Mislim, dobro, tekmovanje lik ne v smislu, da bi mi tekmovali. Ne, da bi vi tekmovali, ja. Smo pa ena skupina ful dobrih prijateljev, nekih fanov Formule 1 in imamo, ja, nek svoj, kaj se reče, že fantasy league ali nekaj takega, ampak bolj pomembno kot to je, da enkrat na leto vedno gremo na eno od F1 dirk in smo 3-4 dni tam skupaj in to je mogoče malo s tem malo kompenziram to, kot nisem več v ekipi, a veš, in sem si... Pa imaš neko ekipo zraven sebe. Čeprav druga taka ekipa, moram reči, je ekipa na mojem košarkarskem kampu, kjer je tudi Smiljana, ne, in tam imamo tudi ekipo in je isto polna košara za jebanci in heca, v prvi vrsti seveda delo z mladimi, ampak tudi to druženje pa hec. Tako da, ja, no, če rabiš kajkoli vedeti o Formuli 1, mene vprašaj. Ne, sem zanima me to, a ste še vedno skupaj v sobi, zato ker po tvojem sta, ne, zaradi tega, ker ti zbiraš posle. Jaz pa Smiljam spijam, ponavadi rentamo hišo, oziroma stanovanje, oziroma hišo, do zdaj smo vedno, no, in smo nekako, jaz pa Smiljam, smo skupno zakonski posli, ja, to je res. Zdaj je pa čas, da vidimo, koliko ti res dobro poznaš košarko, pa rečemo rokomet, ne? Ok. Sledi nova rubrika Videometer. Evo, si pripravljen? Yep. Košarko so prvič zaigrali v Springfieldu v ZDA. Katero leto je bilo to? A. 1891, B. 1902. 1902. Je košarkarsko igrišče v NBA daljše ali krajše od evropskega? A. Daljše za 1 meter ali B. Krajše za 1 meter? Daljše za 1 meter. Koliko trojnih dvojčkov je v sezoni 2019-20 izbral Luka Dončić? Manj kot 15 ali več kot 15? Mislim, vem, da je imel, če se ne motim, največ v ligi NBA. Mislim, da je 14, če se ne motim. Jaz bom rekel manj kot 15, no. Ampak vseeno največ v celi ligi. A da nima mogoče 16. Bom rekel manj, ampak tu nekje blizu. Okay. Kdo ima daljšo brado? Vitko Tičnik ali James Harden? Daljšo brado. Ja, boš mogel še malo upgradeati. Harden, ja. Ok. Koliko meri premer košarskega obroča? A. 43 cm, B. 45 cm. Težko vprašanje. Jaz sem kako koš dati. Jaz tudi. 45. Ok. Kako visoko v daljni obroč? 305 cm ali 310 cm? 305. Vidiš, to pa viš. To pa vem, ker sem po mojem skočil od tistega obroča, ne vem, če ne 100 000 krat. Kdo je v karieri shujšal več? Boštjan Gorenc ali Nikola Jokić?
Boštjan Gorenc pižama. On je priden, ful je priden skočil, res, vsaka čast. Katera država je osvojila največ odličij na Evropskem prvenstvu? Španija ali Sovjetska zveza? Sovjetska zveza. Koliko tehta klasična košarkarska žoga? A. Med 567 ali 650 gramov ali B. Med 750 in 850 gramov? Ta prva. Kateri rokometaš izhaja iz košarkarskih vrst? Nikola Karabatić ali Ivano Balić? Karabatić se mi zdi. Se mi zdi. Se ti zdi? Se mi zdi, mogoče sam za to povezujem, ker sem bila, mislim, da v istem času v Barceloni takrat, pa je nekaj napovedal, pa sem... Da ti povem, to ti kar povem, da je bil Ivano Balić. Mislim, to sem mislil skoraj, da bi švedel. Da kje se je odigrala prva košarkarska tekma. A sem palil? Palil si. Dobro. Evo, da gremo, zdaj pa počasi prihajamo do konca. Okay. Tako da tukaj v novi rubriki Previdno z mano boš pa ti lahko meni postavil vprašanje oziroma načel neko temo. Prvo me zanima to, kar smo zdaj delali, se pravi pogovor. Je težje voditi online oddajo ali je težje trenirati pa igrati rokomet? Ja, tudi, da je moja prva oddaja, če bi zdaj videl, imam olimpijske kroge pod pajsko. Ja, meni mislim lažje igrati, valjda, definitivno. Zdaj se preskušam na novo, upam, da mi gre v redu, upam, da je okej. Tako ti si želim, da bi bilo vedno boljš, vedno sem rad pač v top performancu, povsod, kar delam, si želim, da dam vedno maksimalno oziroma da je vedno dobro izpade. Tako da ja, zaenkrat ti še vedno je voditi oddajo. Kaj bi se ti počutil, če bi recimo zdaj v tem času odprli dvorane, pa bi v bistvu se spustil folk lahko dvorane in polna dvorana, ne vem, ki je v Sloveniji, recimo Stožice, rokometna tekma, pusti klub reprezentanca in se cela dvorana dere Vitko. Veš? To se tako za cela Slovenija pa cela Evropa dere, oziroma cel svet. Vitko. Ja, sej, veš, to mi je že enih par tlele omenilo v Franciji. So mi vsi rekli, ti imaš fajn ime za tale virus. Se rekel, ja, lejte, jaz sem točno vedel, v čem je prihodnost. Ti bi mogel patentirati tvoje ime, veš, pazi, tu so zdaj prilike. Prilike, ja, zdaj moram biznis. Da ne bi slučajno kdo moje ime uporabil za cepivo. Točno to, zdaj je moment, da patentiraš. Ja, bom vzel to na znanje. V katerikoli državi, ko sem igral, jaz nikoli nisem igral pred praznimi tribunami. To je pač bila neka sreča, da nisem živel v tem času zdaj. Pa me zanima to, a je priprava na tekmo drugačna tvoja, pa niti ne mogoče priprava, ki je verjetno ista, ampak sama znotraj tekme, a je drugačen naboj, je drugačen občutek. Za mene igrati pred praznimi tribunami je bilo zelo težko, ker sem bil to mislim, na začetku je grozno, še dobro, da smo imeli nekih pripravljene tekme, da smo nekako občutili, kako bo ta sezona potekala. Niso bile čist prazne, ampak smo nekako občutili, da ne bo več tako, kot je bilo, vse to sezono. Upam, da bo bolje. Ampak enostavno, jaz se poskušam vedno zmotivirati. Vem, da mi ne ostaja več, mogoče je to moja zadnja sezona, mogoče še eno sezono. In da res poskušam uživati v tem, kar delam, ker ne vem, kaj bo potem. In uživam, motiviram se, imam iste rituale kot prej, enostavno grem isto naprej in poskušam ekipi po mojih najboljših močeh na moj najboljši način pomagati. To pa res mislim, da lahko s tem, da nekako dokažem, da če sem jaz lahko motiviran pri mojih letih, pa motiviran na polno pred praznimi dvoranami, potem lahko tudi od mojih mlajših soigralcev zahtevam, da so tudi oni motivirani. Evo, tako, zdaj smo prišli do konca, Boki, res bi se ti zahvalil, res mi je bilo v čast, da sva lahko takole podebatirali v moji prvi oddaji, v prvem podcastu in v športu
ena na ena z Vidom. Tako da želim ti res vse dobro v tvoji družini, da ostanete zdravi, midva pa v najkrajši priliki kaj spijeva, pa kako več rečeva. Obvezno. Tudi hvala za povabilo, tudi tebi in tvojim, eno super leto, čeprav mi gledamo športniki bolj kot sezona, kot leto, ampak veš, kaj mislim, ostanite zdravi, pa maksimalno izkoristi ta del kariere, ko je verjetno najlepši proti koncu. Vse najboljše. Hvala Boki. Hvala. Živijo. Čau. Čau.